Katere konvenčni so se pa zdaj najbolj ustalili za slovenske konvenčne? Je slovenski kon, dejansko ta Slow Fluff Con plus Golden Horn, še vedno, kjer se zbira največ? Ali prehajajo tudi na NMN, pa na Mofokon, pa še nekako isto število udeležencev? Zdaj, mislim, da Golden Horn boste celo predstavili. Kot se ste imeli v Ajdovščini in zdaj bo v Ankaranu. Zdaj bo v Ankaranu iz simple razloga, ker nam je pač ful zmanjkalo placa. Torej se dejansko veča vsako leto. Ja, absolutno. Letos mislim, da bosta oba kona konkretno zrasla. Prvo leto, ko organiziraš tak kon, sploh če nimaš, bom rekel, še nekega finančnega backupa. Se ne upaš zdaj, da bomo mi ogromen hotel buknili, pa bo pa prazen od den. In smo pač šli na neko safe variant. Nismo hoteli preveliko narediti, kot bom rekel, malo boljše zeleni organizatorji, bomo lahko shendlali fulenih priprave in tako naprej. Rekli, gremo narediti raj malo manjšo zadevo, pa smo zihar in pa se je stvar praktično, prodali smo praktično še enkrat več kart, kot smo jih planirali. Smo rekli, ok, we need a bigger space. Kakšen venue je ta Ajdovščina, kje specifično se to dogaja, kako bo mogoče plan, sta vidva vključena tudi v kakšno organizacijo tega, katerega specifičnega programa? Ja, jaz sem v bistvu eden dveh pobudnikov glavnih, ki to fura. Tako da poznam kar dosti backgrounda in mislim, imeli smo par venue na izbiro, gledali smo, ki je pač prvič, da smo dobili sploh plac, ker stvari so kar zabukirane vnaprej, tako dobi smisla. Drugač pa simple, rabiš nekaj tako kot za vsak kon, torej imaš plac, kjer se spine sobe, tu pa rabiš imeti neko učilnice za te panele, pa tako naprej, rabiš imam pač nek main stage, kjer se te glavne aktivnosti dogajajo, pa kjer recimo, ne vem, dan zvečer, rabiš imeti, ne vem, od hrane do bara, je ful enih zahtev, da lahko si izbereš lokacijo. In v Sloveniji je to v bistvu precej težje, kot bi si mislil. Se mi zdi, da Slovenci tako nimamo full convention spaceov. Imamo enega in to je gospodarsko razstavišče, ampak kot konvencijski prostor pol ne. Pol je tako vse makeshift, vse nekako ad hoc. Exactly. Free ni konvencijski prostor. Kot če gledaš recimo po Evropi, po drugih konih, ki hodimo, so prav te hoteli, ki so specifično convention center. Seveda, ko so kakšni te ponovadi bolj sicer business conventioni, ampak konference, ful imaš teh poslovnih konferenc, v Sloveniji tega ni. In pa tudi hoteli nimajo konkretnih konferenčnih dvoran. Mislim, da prvi zdaj, ki je tak, da res tu ponuja, je pač Sheraton, zdaj, ko se je zgradil nov Four Points, ampak mi smo zelo daleč od tega, da si lahko prvo šlo Sheraton. Kakšne pa so tako cifre obiskovalcev? Kakšne so bile na začetku, kakšne so zdaj? Zdaj smo imeli mi smo imeli takrat, ko smo začeli tako 10-15 ljudi na te mali pikniki. Zdaj le nazadnje, ko smo imeli čisto en vikend, smo imeli zdaj le glih, smo imeli 2 tedna nazaj. 2 tedna nazaj smo imeli pa 78 ljudi. Tako random weekend, pridite malo zažurati. In koliko obiskovalcev pričakujete na Golden Hornu? Hard to say. Mislim, še ni razprodano, imate predprodaje? Nismo še odprli kart, ker smo ga predstavili na jesen, na november. Smo pač probali nekako prvič, da nista oba slovenska kona na istem času, ker je to malo pointless. Pol izgleda, kot da si neko čudno konkurenco delamo. Dajmo se dati malo narazen. Da lahko pride isti folk. Tako, da lahko pride isti folk na oba, ker večina slovenskih furjev hodi na oba, tako kot hodijo na Mofocom, na AnimeCone in na NMN in na vse ostale stvari. We're all nerds, okay? Of course, vsi imamo radi iste stvari. Točno to. Sam ekspresovo so drugače. Točno to. Ampak tudi cene, recimo, ker na Furry konvenčnih so cene vstopnice v bistvu nekako hospitality rider. Ni samo dejansko vstopnice, ko ti priješ not, ampak tudi namestitev pa vse ostale. Torej je tudi cena teh vstopnic verjetno malo dražja, kot je nekako običajen convention, Mislim, tako, zmeri imaš nastanitev pač ločeno. Osnovne cene konvenčno po Evropi mislim, da se gilijo tam plus minus 100 €. To je ponovadi za nek 4-dnevni recimo.
S tem, da tukaj pač dobiš vključeno od karto, mogoče nek minimalen merch, nek conbook se ponavadi da. Pač neke take minimalne stvari, mogoče kakšen lanyard pa take fore. To smo včasih imeli na anime convention, zdaj pa nič več. Ja, neke take male zadeve, no, ponavadi je pač sama nastanitev se pa ponavadi posebej plača. No. In tudi Golden Horn je 3 oziroma 4-dnevni dogodek. Koliko časa? Tako, letos bo 4-dnevni. Ja. 4-dnevni. Pač to je neka skoraj noviteta na slovenskem konvencijskem prostoru, kjer v bistvu mi nimamo več dnevnih dogodkov. In to je zanimivo, da je ena skupnost bo naredila precedent in bomo lahko mi vzeli ta blueprint in apelirali na mogoče anime konvencije. Koliko jih pa je letos že napovedanih v Sloveniji, naprimer, konvencij? Mislim, ta dva sta, torej Slow-Fluff-Con pa Golden Horn, s tem, da pa imamo pač še teh malih druženj, kar enih par. No, Slow-Fluff-Con se dogaja avgusta, ne? Specifično. Mislim, da ja. Eno vprašanje v bistvu, zdaj glede na to, da je to 4 dni. Kaj so v bistvu 4 dneh, v bistvu toliko programa, toliko dogajanja zvrsti, da v bistvu je smisel imeti to 4 dni? Absolutno. Zdaj, ko smo imeli NFC gor na Švedskem, so tako po eni 3-4 paneli istočasno potekali. Cel cajt. Tako da se lahko zberu. Ja, ker pa imaš pač te male subkulturce not, ker pa imaš sicer furry fandom, pač imaš nek furry convention, in pa imaš kar naenkrat not pa posebej malo se neka gamerje, ki se združuje, mogoče imaš nek gaming event, mogoče imaš nek card game evente, neke role-playing zadeve, neki tabletop zadeve. Pa je to kak specifičen card game merch, ki je specifičen na furry? Ali je pač čist anime? Pač Digimona pa One Piece pa te. Smo geeki, pa smo tudi furry istočasno, pa pač damo skupaj. Okay, so basically je to convention, ki kot anime convention, you just come in fursuits, basically. So ni program ni nujno tailoren samo furry fandom, right? Je pa tudi full specifičnih furry fandom. Lahko imaš predavanje na tem. Ja, pa da smo takih, recimo dance competition v fursuitih. To mora biti brutalno. Ja, pol so bili razni tako glasbeni spektakli. Obstajajo furry rock bandi, veš, ki v fursuitih igrajo. Man with a Mission, ne vem, če poznate, to je en japonski rock band, kjer imajo vsi te, takšen, v bistvu skoraj takšne glave. Demon Slayer opening je delal. Volčje glave, ampak ko pojejo, ne morajo imeti gor ust, ne morajo imeti pač spodnje čelusti, dajo dol, zaradi tega, ker bi se pač zamafljal voice, ne? In fora je, da ko dajo, ko recimo na koncertu se predvaja, pa jih snimajo, jih vedno snimajo od zadnji ali pa od zgori, da se ne vidi nič, nikoli se ne vidi njihov obraz. Nikoli nismo videli njihovih obrazov. Ampak, ko delajo pa intervjuje, pa take stvari imajo pa vedno pač celotni. Ful takih stvari, ja. Pa imaš recimo, ponovadi skoraj na vsakem furikonu imaš neke fursuit games, ki pač imaš neke igrice, kot ekipe tekmujejo v fursuitih in je pač blazno smešno gledati, ker v fursuitu si izredno neroden. Ne vem, na NFC je bila letos prvič, je bila fully furry opera. Ker je pač furry fandom ima ful nekih ful kreativnih ljudi in je nekdo dejansko napisal celo opero, ki so jo pol tudi furry izvajali. Pa so jih izvajali v obleko? Kako se je to slišalo? Slightly muted, ampak zelo lepo, ker so bili tu vse... Znotraj mic? To pa ne vem. Ampak to so bili vsi profesionalni operni pevci, cause we do have that. Damn, dude. Mislim, ja. That's so cool.